Zdaj pa mislim, da se počasi smo zbrali vsi, draga dekleta, ki pa so naši fantje in nekaj fantov. Lepo, da ste prišli v kar lepem številu tu v park Tivoli v Ljubljano. Tudi pozdravljeni vsi, ki nas pravkar spremljate preko spleta. STA nas spremlja in še kar nekaj medijev. In za nami je eno dolgo poletje, tudi počitnice so vse bolj aktivne in takole konec avgusta ima človek občutek, da potrebuje še dopust po dopustu. Zato smo danes tukaj, imamo nekaj izvrstnih idej, kako lahko tudi preživite te tedne, mesece pred nami. Danes namreč nadaljujemo s kampanjo Lov na zaklade po osrednji Sloveniji. Malo smo začeli že junija, ampak danes zares vse do novembra, torej lepa ideja, ki bo privabila veliko obiskovalcev Ljubljane tudi v naše zeleno zaledje, da bi malo promovirali tudi kraje v občinah osrednje Slovenije. Zato je z nami danes tudi Petra Stušek, direktorica Turizma Ljubljana. Petra, ti veliko bolje veš, kako in kaj, torej zakaj ta akcija in zdaj so sploh časi, ko te vsi sprašujejo, koliko turistov Ljubljana še lahko sprejme. Ja, najprej en lep pozdrav tudi v mojem imenu in imenu vseh mojih sodelavcev, ki so nam pripravili tole res lepo doživetje. Tudi za nas, domačine, sem prepričana, da se lahko strinjamo s tem, kajti delamo v turizmu oziroma se takoj popravljam. Mi pravzaprav živimo turizem. In ker ga živimo, dejansko spremljamo tudi številke. Veliko govorimo o resnično, kje so meje ljubljanskega turizma in velikokrat ste me že slišali reči, da te meje še zdaleč niso dosežene. Pa to ne govorimo kar na pamet ali zato, ker delamo v Turizmu Ljubljana, temveč ker tako izkazujejo številke, ki pa, takoj poudarjam, nam niso primarne. Nam je primarno, da pridobimo gosta, ki je kvaliteten v smislu, da si želi vračati, da želi več potrošiti v Ljubljani in okolici in v Sloveniji, kajti Slovenija je tako majhna, da je prav, da smo ena sama destinacija in ki seveda bo o nas govoril v presežkih naprej, tako kot smo si že leta nazaj zastavili. No, vsa ta rast turizma dejansko je posledica večjih dejavnikov, od tega, da vsi vemo, da smo po globalnih merilih varna destinacija, da smo sistematično delali na razvoju turizma že leta in promociji Slovenije in seveda Ljubljane kot glavnega mesta, da je tudi mestni turizem v porastu in kot rezultat tega sedaj dejansko žanjemo pač vse rezultate teh aktivnosti. Če bi morda bila malce bolj plastična, kajti nadaljevali bomo veliko bolj zanimivo, kot bom pač jaz začela, ker je taka moja vloga. Kaj pomeni, kje so meje ljubljanskega turizma? Ko gledamo mednarodne lestvice, vidimo, da je Ljubljana še daleč od tega, kajti si bom pa tukaj pomagala prav s tem, da bom imela prave rezultate, če bom našla, kajti Ljubljana je po parametrih Turmisa, ki glede na število nočitev in število prebivalstva v mestu meri zasičenost, zasedla 42. mesto med 64, ki so jih merili, in sicer konkretno v številkah pomeni, da ima Ljubljana 4,5 nočitve na prebivalca, najbolj zasičene Benetke, naprimer 26,6%, ampak vemo, da imajo Benetke veliko manj prebivalca, tako da bi morda povedala primerjavo z nam zelo podobnim Salzburgom, ki ima 19,3 nočitve na prebivalca. Barcelona naprimer je pa na 7. mestu s 13,4 nočitvami na prebivalca. Mi smo zelo ponosni na dejstvo, da smo podaljšali sezonskost, ne še dobo bivanja, za kar si tudi zelo prizadevamo. V Ljubljani je še vedno 1,9, torej plastično rečeno 2 noči ali 3 dni. Ampak predvsem
januarja in februarja je zelo zraslo število nočitev, govorimo o dvomestnih številkah, januarja 14%, februarja 13%. To je v bistvu za eno že sedaj pa relativno etablirano destinacijo, so to resnično visoke številke. In to je tisto, za kar si prizadevamo. Mi v Ljubljani dejansko sledimo viziji razvoja, imamo tako strategijo razvoja turizma v Ljubljani, veljavno do leta 2020, kot razvoja v regiji, veljavno do leta 2022, in obe si prizadevata pri obeh vztrajamo tako v razvoju trajnostnega turizma, se pravi trajnostne mobilnosti, skrb za meščana in pa tudi seveda trajnostno naravnane produkte od zelenih verig, torej lokalne hrane v restavracijah in hotelskih namestitvah. V Ljubljani pa govorimo o glavnem mestu ene od evropskih držav, pa do seveda upravljanja turističnih tokov, kar je tudi eden od razlogov, da smo mi tukaj, kajti k tako imenovani zasičenosti posameznih točk, o posameznih toplejših mesecih v mestu pa pripomoramo tudi mi, Slovenci, ne samo Ljubljančani, kajti včasih morda tudi nimamo ideje, kam iti v regijo, in zato, ker mi pa v bistvu, ker se pač, kot sem rekla, to živimo, se s tem ukvarjamo, jih poznamo, z veseljem dajemo te napotke ali pa vsaj ideje, kam iti na izlet. Pa morda bi zaključila še z tem, da nam v bistvu meščani resnično pomenijo veliko v smislu, ker se zavedamo, da zadovoljen meščan je najboljši ambasador svoje destinacije. Mi lahko govorimo o presežkih v Ljubljani, pa nič ne pomeni, če pač Ljubljančani niso zadovoljni s svojim mestom, in to tudi jasno izražajo po vseh možnih kanalih, ki so danes na voljo. Danes je pač vse mogoče preveriti in prav je tako. Mi smo pravkar zaključili anketiranje meščanov in smo še pravzaprav okrepili število ljudi, ki živijo v centru, zato da bi pridobili podatke, in nimam še pač vseh parametrov, ker smo pravkar zaključili, ampak prvi izsledki pa kažejo, da se je nezadovoljstvo s turizmom pri meščanih popolnoma nič ni povečalo v primerjavi z recimo lanskim letom, ko smo to prvič izvedli. In če sem morda bolj konkretna, lahko rečem, da eden od 10 Ljubljančanov bi zmanjšal število turistov v Ljubljani. Torej govorimo o nekje 10% približno enako, oziroma 9% približno enako, kot je bilo lani, ko je bilo to 10% vseh centrašev. Tisti, ki pa živijo izven centra, so pa s turizmom zelo zadovoljni. Ampak v bistvu je naša naloga, da s temi rezultati nismo zadovoljni, temveč da se še naprej prizadevamo, da bo življenje v Ljubljani ostalo kakovostno za nas vse in da bodo tudi turisti še naprej tako uživali. Hvala lepa za Mojca, izvoli, sedaj pa k lepim zadevam še v regiji. Res je, kot si tudi poudarila, dejansko Ljubljana je že nekaj časa lep primer, kako tudi zvabiti obiskovalce ven iz mestnega središča. No, in kampanja Lov na zaklade v srednje Slovenije je zagotovo tudi en lep načrt. Rekli bomo kar fotolov, namreč vključili smo tudi družbeno omrežje Instagram, torej vabljeni v občine, v ta zeleni pas, okolico Ljubljane, objavljate fotografije pod hashtag Central Slovenija, tako srednja Slovenija. Nekako smo si zaželeli, to vse skupaj v angleščini, da privabimo tudi tuje goste, in potem lahko s to fotografijo prejmete tudi lepo darilo v posamezni občini, oglasite se na mestu, kjer prodajajo vstopnice ali pa pri določenih gostilnah. Vsa mesta so tudi dobro označena na vseh izletnih točkah in tam lahko prejmete lepo darilo, nekaj lokalnega. Dobro, hvala lepa, upam, da imate vsi svojo skodelico čaja. Namreč danes sta se nam pridružila tudi Richard in Antonija, grof in grofica Blagaj, sploh ograjske graščine. To je pa odlično izhodišče tudi za lepe izlete po okoliških hribih, ampak tudi na graščini velja malo obstati. Tale čaj je že ena taka znamenitost iz vaših krajev. Tako je, ja. Lep pozdrav vsem skupaj. Ja, tako kot je najavila gospa, jaz sem grof Richard Urzini Blagaj.
pa predstavil bi tudi mojo prelepo soprogo Antonijo. Tako kot ste dejali, ja, je v bistvu danes Polhogradec mogoče najbolj znan kot neka pohodniška iztočnica. Da se iz Polhogradca priti na številne take lepe okoliške hribe Polhogradskega gorovja. Tako Polhogradska Grmada je tam, pa tudi lahko omenim Svetega Lovrenca oziroma po domače Polhogradsko goro, ki pa včasih ni bila najbolj znana po pohodništvu in pa izletništvu. Ena druga stvar je bila bolj pomembna. Namreč včasih je gora veljala za edino nahajališče ene izredno redke rastline, ki so prvič našli tukaj v bistvu na Slovenskem. Gre seveda za rožo poimenovano Blagajev volčin, seveda poimenovano po meni, čeprav moram priznati, da resničnih zaslug za to najdbo jaz nimam, kajti prinesel mi jo je eden od mojih podložnikov nekega dne leta 1837 v graščino. Jaz, kar sem naredil, je pa le to, da sem to rastlino potem poslal v Ljubljano mojemu prijatelju Henriku Frejerju, ki je takrat delal v deželnem muzeju, to je današnji Narodni muzej, tukaj v bližini. Tako da seveda to je ena znamenitost včasih. Vabljeni ste pa seveda vsi danes, če se odločite za izlet, da obiščete tudi našo graščino. Tam bivava z Antonijo in vedno sva pripravljena vas sprejeti. Če svoj prihod nekako najavite malo vnaprej, vas vedno nekako pogostiva tudi s takim čajem, ki ga imate tudi danes pred seboj. Gre za značilen polhograjski zeliščni čaj. Je sezonski, iz različnih zelišč izdelan, pa kdaj ima notri tudi kakšne koščice sadja, kakšne češnje, recimo, kaj takega. Ja, namreč grof je bil priznan botanik, pa tudi mecen, v svojem področju, veliko kulturnikov tudi podpirate. Slišala sem, da ste potem bili izvoljeni za prvega župana Polhogradca. Tako pravi zgodovina. Res je. Izkazali so mi domačini v bistvu izredno čast, čeprav sem bil v bistvu 40 let nekako njihov zemljiški gospod in so mi morali izplačevati tlako, sem se jim očitno uspel tako priljubiti, da so me potem po zemljiški odvezi vseeno zbrali tudi za njihovega župana. Tako da ja, in sem imel to čast, da sem opravljal tudi to funkcijo. Ja. Zagotovo kraj, ki ga velja obiskati. Enega selfija prosim, da objavimo. Hashtag Osrednja Slovenija, smo vsi noter, ona dva sta še iz 19. stoletja, to je silno analogen svet. Poglejte, digitalizacija, sem noter, gledate. Dobro. In hashtag Osrednja Slovenija, pa morda tudi prejmemo lahko lepo darilo, če pridemo na graščino. Dobro. Še neko presenečenje sta pripravila za konec, ne bomo preveč izdali, ampak z nami je še ena imenitna dama, ki bi jo rada pozdravila. Prišla je naravnost z Bogenšperka, to je še en kulturni biser, izjemna lokacija, ki ima veliko obiskovalcev, tako da Janez je danes ostal doma, je pa prišla njegova soproga, Ana Maksimila Valvazor. Kako lepo, da ste v naši družbi in to s prav posebnim inštrumentom. Pozdravljeni, kaj pa je to? Lep pozdrav, to je kitarska lutnja, s katero si večkrat na Bogenšperku in tudi na obiskih po drugih gradovih krajšam čas. Ana Maksimila ni kar tako, govori več jezikov, tudi pojete v več jezikih, celo v stari španščini. Vsaka grajska gospa se začne izobraževati vse mogoče smeri že pri 6 letih. In jaz nekako tudi danes sledim temu. Ja, in danes bomo tudi slišali pesmi v latinščini, v španščini, kaj ste še pripravili, en tak lep sprehod po zgodovini. Lep sprehod skozi zgodovino od srednjega veka do danes, skozi Evropo, skozi ljudske pesmi, s katerimi si krajšamo čas. No, tudi Bogenšperk je eden od 10 izletov, kamor vabimo in lovimo zaklade. Tudi pri vas lahko prejmemo majhno darilo z lepo fotografijo. Tako je, v enem izmed naših lepih biserov, grajskih biserov Slovenije, na Bogenšperku prejmete darilo in mnoge druge stvari, mnoga presenečenja, ki vas čakajo med grajskimi zidovi. No, poglejte, mi bomo pa z veseljem prisluhnili še vaši glasbi. Ja, torej hashtag Central Slovenija pod vsako fotografijo, ki jo boste posneli, en lep vtis z enega od 10 izletov. In se veste, v Sloveniji imamo res ta privilegij, Miloš, tako kot pri vas, narava
nikoli ni daleč in človek mora biti vedno pripravljen, da gre v divjino. Vi pa prihajate iz parka Geos, to ni samo park Geos, pustolovski park Geos, kjer se pleza, teče, kaj vse ponujate? Lep pozdrav tudi z moje strani. Ja, kot si rekla, pri nas je malce več adrenalina v zraku že, tako da veliko se pleza. Preplezali smo že skoraj vse, tisto, kar pač imamo, ampak zato pač vabimo še vse ostale, ki pa še niso vsega preplezali. Ja, v bistvu velik pustolovski park, ogromno enih enostavnih in zakompliciranih nalog za preplezati imamo, za pokazati. Obenem pa nismo bili zadovoljni samo s tem, da se pleza, smo želeli tudi malce romantike, zato je tudi pred nami tale naša viseča postelja, na kateri se lahko prespi res v stiku z drevesom. Dobro, v Sloveniji smo vedno pripravljeni na izziv, ja nič, greva preizkusiti. Z veseljem. Tole posteljo, se pravi, to obesite kamorkoli, pri vas v parku, človek si lahko celo zaželi, ali bo zdaj spal v hrastu, ne, ali pa kaj imate še kakšno ponudbo. Ja, v bistvu smo opeli tele drevesne postelje na različna drevesa. Se pravi, zdaj čim višji, ne? Čim više roko, še više, najprej roko. To lahko tudi postate, kar snimite, to nimam zadržkov. Tako? Dobro. Zdaj se pa kar usedi. Bravo. Ja, Miloš, zdaj pa boste še toliko prijazni, pa da me malo obrnete k moji publiki. Kje ste? Tole pa že vrhunsko. In se pravi, hrast, kaj imava še na razpolago? Buka V parku? obreza, Ja. gaber, jesen pa smreka. In človek dobi fantastično večerjo in zjutraj zajtrk v košari. Ja, tako se spodobi. Če si pač utrujen, preplezaš, pol si lačen. To pomeni, da najprej večerja, ta je na travniku, ob ognju, kotliček, brez miz, brez stolov, sede. Ampak, kot sem rekel, poudarek je na romantiki, pa na druženju s svojimi najbližjimi. Potem pa zjutraj, tukaj je primer, kako zjutraj obesimo zajtrk košarico, ko se zbudite, vas zajtrk že čaka. Dobro, moja košarica je prazna, namreč danes tudi okušamo kulinarične posebnosti iz vseh občin, ki se predstavljajo pri 10 izletih. Miloš, zdaj pa po mojem bo šlo, me lahko spustite. Ja. Bo treba kar skočiti. Jaz sem še malo tu ostala, namreč je ravno pravšnji kraj, da povemo še nekaj več o ostalih izletih, torej vabljeni tudi v park Geos, kjer vam ponujajo te fantastične plezalne poti po drevesih, kjer potem na koncu lahko tudi prespite. Omenila sem že malo tudi kulinarično ponudbo, takole za predjed smo vam postregli tudi, ja, seveda s klobaso, ampak med drugim tudi s trničem, tem neverjetnim sirom iz Velike planine, ki ga tudi Slovenci še pred leti ga nismo zares poznali. Planšarji so ga predvsem naredili kot spominek s planin za dekleta v dolini, ampak v zadnjih letih je trnič postal tudi kulinarična posebnost, ki ga spretno tudi v občini Kamnik vpletajo v svoje lokalne jedi in ga res velja preizkusiti. Torej, Velika planina je tudi eden od izletov na lovu in v gostišču Zeleni rob lahko potem tudi prejmete lepo darilo, če se oglasite z lepo fotografijo, torej hashtag Osrednja Slovenija. Naj omenim še Županovo jamo, to čudovito, res najlepšo jamo na Dolenjskem, v njej je kar 600 metrov poti, ki vas vodijo skozi 6 velikih dvoran. Tudi tu v kiosku pred vhodom v jamo lahko prejmete nekaj lokalnega. Potem Zbiljsko jezero, še ena lepa ideja, blizu Ljubljane, primerna točka, tudi zdaj za te zgodnje jesenske dni. Aktivnosti vabijo, v čolnarni si lahko sposodite čoln na vesla. Ob obali jezera je več kavarn, urejeno je tudi igrišče za otroke, torej lepa destinacija tudi za družine, ampak tudi Geos park je primeren za otroke. Torej, predstavljamo res izlete za vse priložnosti in vse ljudi. Arboretum Volčji potok je tudi vključen v ponudbo. Cvetje seveda je vedno fotogenično, v vsakem letnem času pripravijo kaj posebnega, no, igralo ob dinozavrih so pa že med klasiko pristali. Potem razgledni stolp na planini nad Vrhnikom, morda res točka, ki jo tudi Ljubljančani manj poznamo, gre pa za lokacijo z izjemnim zrakom,
Torej, res lepo in seveda razgledi, torej razgledni stolp je lesen in od tod boste imeli čudovit razgled na osrednjo Slovenijo in še dlje. Baje se ob lepem vremenu vidi vse do Triglava. No, tudi tu vas čaka darilo v zavetišču Planina nad Vrhniko, kjer tudi petek, soboto in nedeljo vedno nekdo čaka na vas. Pustolovski park Geos, grad Bogenšperk, ki se danes predstavlja s to imenitno damo, Slamnikarski muzej v Domžalah, še ena vroč namig, zanimiva destinacija. Namreč veliko ljudi ne ve, da so Domžale tudi znane po slamnikarstvu. Imajo celo Slamnikarski muzej in tu boste spoznali značilnosti te rokodelske obrti. Razstavljene so tudi zbirke slamnikov, slamnikarski predmeti, pripomočki, orodja, naprave. Vabljeni pa ste tudi na Menačenkovo domačijo, ki skozi avtentične postavitve predstavlja nekdanje življenje te kmečko-obrtniške družine. In 10. izlet, ki ga velja izpostaviti, pa je malo bolj vezan na našo prestolnico, torej vabljeni na veslanje po Ljubljanskem barju. Torej Ljubljana, kot smo že slišali, je več kot samo ta strogi center mesta, ima fantastične lokacije v neposredni bližini in bar je zagotovo ena od njih, kjer lahko tudi mesto doživimo z povsem druge perspektive. Veslaški izlet traja 2 uri in je primeren tudi za otroke od 10. leta. To je bilo 10 namigov, torej velja vabilo, začnite loviti, slikati, hashtag Osrednja Slovenija oziroma Central Slovenija in lahko prejmete lepo nagrado. Sedaj pa vas vabim k krajši pogostitvi, torej kar nekaj lokalnih posebnosti je. Moja košarica je prazna, se pravi, skrajni čas, da tudi splezam malo nižje.
que aberta de